Cenjena gostja, gospa Cvetka Miloš, spoštovana podžupanja občine Brežice, gospa Vladka Kežman, dragi obiskovalci, prisrčno vas pozdravljam. 28. oktober 1941, dan, ko je bila ustanovljena brežiška četa. Nastala je na pobudo bratov Milavec iz Šentleneta. Četa je štela 18 borcev iz Brežic in okolice. Znana je bila po pogumnih akcijah, saj je iz sevniškega zapora osvobajala letnike, požigala okupatorjeva skladišča in poskušala preprečiti izgon naših ljudi v tujino. Četa je delovala le en mesec. 28. novembra 1941 jo je namreč zaradi izdaje pri Podsredi uničil nemški okupator. Čeprav brez srečnega konca ima ta epizoda v zgodovini naroda pomembno mesto. V oktobru, tudi letos, že tradicionalno številnimi prireditvami obeležujemo občinski praznik. Tudi z današnjo domoznansko prireditvijo Večer s Cvetko Miloš. Prav je, da se ob tej priložnosti nagovori tudi podžupanja občine Brežice. Gospa Vladka Kežman, izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani obiskovalke in spoštovani obiskovalci današnjega večera, prav lep pozdrav, spoštovana umetnica, gospa Cvetka Miloš, dober večer. Težko je govoriti, predvsem pa kaj povedati o naši gospe Cvetki, ko njena umetniška dela povedo več, kot bi lahko povedali mi. Naše besede ne bodo nikoli tako barvite, kot so njene slike, tapiserije, keramika. Verjetno ni umetniške zvrsti, kateri se ne bi poklonila in v njej izrazila tisto, kar je trenutno ležalo v duši. Je umetnica, ki je vložila v ustvarjanje večino svojega delovnega časa. Je umetnica, ki svoje znanje in izkušnje rada prenaša mlajši generaciji ustvarjalcev. Gospod Rudi Stopar, tudi umetnik, je označil našo današnjo osrednjo gostjo kar za ustvarjalko topline in toplote. Verjetno ni poslovnega prostora v brežiški občini in tudi ne v Posavju, ki ga ne bi krasila njena dela. Tudi mnogi domovi se lahko pohvalijo z njenim umetniškim delom. Pa ne samo tu, tudi širše v Posavju, v Sloveniji in tujini je poznana in priznana. Saj je povsod, kjer je razstavljala, dobivala velika priznanja, zlate medalje. Na ta način je najbolje ponesla v svet ime naše države, Slovenije. Gospa Cvetka Miloš, ponosni smo, da ste ostali Brežičanka. Hvala. Naša današnja gostja, gospa Cvetka Miloš, se je rodila 9. aprila 1931 v Brežicah v družini Radanovič. Leta 1959 je končala pedagoško akademijo v Zagrebu, oddelek za risanje. Kratek čas je bila likovna pedagoginja, kmalu pa je izbrala poklic svobodne umetnice. Skoraj 20 let je živela v Zagrebu, nato se je vrnila v rodne Brežice. Njeno področje ustvarjanja je široko in raznoliko. Posebno področje so njene tapiserije. Tke v tehniki, ki jo je razvila sama, je hkrati kartonistka in tkavka. Citiram avtorico. Izdelovanje tapiserij imenuje pesem neme harfe, kjer zvok nadomestijo barve. Cinca Marinca, s tabo ne bo nič. Te besede neljubega Franja Milčinskega Ježka zanjo zagotovo ne veljajo. Katere pa veljajo, nam bo nocojšnja gostja povedala sama v pogovoru z Alenko Černelič Krošelj. Izvolite. Dobar večer, sem zdrani. Dobar večer in veseli me. Dobar večer in veseli me, da ste prišli. To ste vsi moji prijatelji. Ta večer ni nastal s kakšnim posebnim razlogom, nobene kakšne posebne obletnice ni. Preprosto je bila ideja tudi knjižnice,
in nas v Društvu za živitno mesto Brežice, da mogoče v tem oktobru predstavimo vas kot resnično eno najbolj prepoznavnih Brežičank. Pa bi začela s tem, da ste mi zaupala na enem izmed pogovorov, namreč Cvetka Miloš je v bistvu Radanovčeva peva. Je tako, ne? Vaš oče bil taksist, začniva s tistimi leti, ko je vozil poroke in kako je bilo pri vas doma? Ja, to so bili povojni časi in smo bili veseli, če oče vozil kakšno svadbo, ker pol to niso kakšno bodsko petelino domov, gospodice. Mislim, to so te doživetja v kratko, mislim. Nič posebnega drugače. No, in pri 7 letih ste v bistvu, ko ste imela mamo, tako ročnodelsko, sicer samo pošivijo, in ker ste v bistvu zelo hitro odkrila ta talent, ste že sešila prvi klobuk za punčko in potem tudi... In potem sem jo tudi portretirala, to punčko. Ampak malo zatem so nastali še prvi portreti, pa malo v teh vaših prvih delih. Ja, punčka je bila prvo delo, potem sem pa v 3. razredu portretirala kralja Petra. Mal je bil smešen, je imel vredno pa čisto rumen. Imate v bistvu tudi partizanske izkušnje, bi lahko rekli. Tu smo nekaj se hajkali, ja, tam. Malo smo bili vresti, pravijo, da za vsakega človeka je en cigo vresti. Jaz sem svoj cigo oddelala. No. Je bilo malo nerodno, no. Tiskrat je oče mislil, da so mene ubili in je dobil živčni zlom. Tako, ko sem prišla prvič k njemu na obisk v bolnico, se z mano sploh ni pogovarjal. Ko sem šla jaz na stranišče, mam vprašal, kaj je to beba, je rekla, ja, prav. Potem se je šele pogovarjal z mano. To so takšni trenutki, ki jih ne pozabiš. Drugo leto bo tudi 70 let od konca Druge svetovne vojne, pa boste kaj zapisala, boste komu predala, čeprav zdaj pravite, da ne bi o tem govorila, ampak če se te zgodbe ne zapišejo ali pa ne povedo, potem jih, ne vem, čez 30 let ne bomo več imeli. Ne vem, včasih sem mislila, ampak to so takšne težke zadeve. Enkrat sem nekaj pisala v šolsko nalogo je bila učiteljica gospa Mačkovškova. In jaz sem to pisala pač kot en spomin, moj najljubši predmet, in jaz sem pisala, da sem pač harmoniko igrala in tako. In ko sem v izgnanstvu poslušala po radiju glasbo, sem razmišljala o mojem očetu, ki je bil v bolnici, ali bo še on meni kdaj spremljal na gitaro, ko bom igrala, ne. In gospa Mačkovškova, so bile tiste peči, zefirke velike, gospa Mačkovškova, ko sem jaz brala tisto, je za peč se prijela in hlipala, ker je poznala to celo zgodovino. Če smo šli delati v Darniško, sem jaz bila v prvi vrsti s harmoniko, potem sem pa jaz počivala, drugi so pa delali. Ja, čakajte, ne moramo vsi vedno delati, treba malo razdeliti. No, violino sem pa opustila. Potem sem se poročila, je pa moj bratranc svojo harmoniko vzel. Tako da jaz nisem 10 let sploh igrala. Sam pri svojih 12 letih sem je znala sigurno 100 komadov na pamet. Raznih pesmi, pa to se ni bilo ne vem kaj. Pa zaljubljena sem bila v komponista Leharja. Jaz sem imela tiskrat 12-13 let, seveda on je imel gospod Leč, in je bil tako ena lepa fotografija enega zrelega moškega, nekje tam 55-60 let, čisto siv, ampak je imel nekaj v očeh in jaz sem bila zaljubljena v njega. Ja, šapke, se ni dobeno škodilo. No, ampak potem ste si našli različne glasbene prijatelje in dva od teh ste tudi danes z nami. Joj.
Ja, številne zgodbe so s tem povezane. Ja, zelo številne. Najboljša je pa ta, ko sem imela razstavo v Judenburgu, sta prišla, sekretarici sem rekla, da bo sta prišla, direktorju sem rekla, da mu nič ne povejo, ker je bilo to v eni banki razstava in sem rekla, da bo to presenečenje. No, presenečenje je bilo v toliko, da je ta otvoritev trajala 4 ure. Pa so se ljudje že odpravljali domov, je sam Dragec vzel gitaro, so šli že vsi nazaj. Tudi tega imate radi, ne, občinskega Ježka, zelo humor, ker vam je zelo blizu. Večkrat ste ga pozabila, dala zraven svojega portreta, to ste videli tudi na vabilu. In tak prvi ta glasbeni vložek bi bil ena Ježkova pesem. Kam usihajo cvetove, bele rože daljnih zvezd, med konfine, kjer trohnijo mrtvi kralji živih cest. To tvoj je grob, vagabund, pozabljen grob, vagabund. Le trava čezan rase, to tvoje grob, vagabund, pozabljen grob, vagabund. Žival po njem se pase, laj, 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 laj. Laj, 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 a ta tvoj grob, vagabund, je dober grob, vagabund. Saj sosne tirja zase. Laj, 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 a ta tvoj grob, vagabund, je dober grob, vagabund. Saj sosne tirja zase. Križanici je sem križ. Vidijo mi vsak čisto rojstni dan 5. Povabljeni ste na do prič, mladožmila. Ja. Ja, pa že tu treba malo pasiti. Najlepša hvala. To je tudi uvod, da ta drugi del bolj vagabundski, bi lahko rekli. Šli ste potem študirati v Zagreb in tam 20 let tudi živela. Tam ste si našla tudi prve zelo zveste kupce oziroma oboževalce. In tudi začelo se je pa v bistvu na tej šoli in z profesorom Mladenom Vežo, ki je bil tudi vaš velik oboževalc, je rekel kako, da vsaka stvar odahnete. Ja, delali smo portret enega stačka, pa je rekel, ja, ti, pač to je rekel, vi mu naredite in dušo in telo. Zato, ker vsak portret mora imeti svoj izraz, pač tipičen za njega. Ne? In nekako mi je uspelo narediti samo še 65 portretov. 65. Me je vprašala Simona, kako si jih pa naredila, sem rekla, da je 20. Prav, da jih napiši. In je ratalo 65. Omenjena je Simona Dugar, vaša učenka stalno, bi lahko rekli, Jana? Ona ni moja učenka, ona je že svoja lastna umetnica, ima svoj izraz in zelo dober. Jaz ne znam tako delati kot ona pa ne zna tako kot jaz. Sem se odlično razumela. Razumete, ja. Zdaj sta od moje
prijateljice, na šoli smo tudi skupaj delale, pa je bila novinarka. In Zlata je rekla, ko je vprašala ta novinarka, ja, kaj boš kuhno sama mamala. Ja, prav, pa Cvetka, mala bom še jaz, ne? Pa kdo ti je to plaščen zašil za pobe, prav Cvetka, pa kdo je zašil prav Cvetka. Pa ker smo tiskaj delali iz štopa, pa je tudi Cvetka naredila, ne? Potem je pa rekla Zdenka, prav ti, kaj je ta Cvetka poštapica, ali je živa, res, pa Zlata živa je. In mi je prišla intervjuirati in takrat je šel en intervju v Željo. Pa telefonira, draga sprav Cvetka, en gospod bi rad podpis na vašo sliko. Sem rekla, se kupo sliko, ne? Tudi cena je bila čisto poceni, ker slike niso bile podpisane. To sem kar tako, so bile približno velike kot ta katalog. Ja, on je eno morje kupil in bi to rad imel sem, to pa ni pride. In človek pride res z tiste torbe, potegne to slikco in jaz mu podpišem. Potem je pa rekel, koliko je pa dolžen? Sem rekla, če nič niste dolžni, se ste sliko kupil, jaz sem vam pa podpisal, če tako želite. To je bil pa stric od Vlade Šrabota. Pri cenah je pa tako, sem v Zagrebu prodala, ko sem v društvu umetnikov že bila, sem prodala, potem pa pride moja soseda domov pa prav, lahko tebi, ko imaš takšne cene. Sem rekla, kakšne cene? Se nimam visoke cene. Kak, nimaš visoke cene? Pa mi povej eno številko, jaz sem pa debelo gledala. Tako je en Švicar je vedno hodil moje slike kupovati in je tista ženska fajn služila na moj račun, ker školi še enkrat več dodala. Potem sem pa iz hita cene zvišala, pa je rekla, ja, pa sem zvišala cene. Ja, sem rekla, če tako slike grejo, ne? Ni mogla več toliko zaslužiti, to je malo narodno bilo, ampak vse, jaz sem preživela, ona pa tudi. Potem ste odkrila tapiserije oziroma tkanje in tako kot ste rekla velikokrat, pojedla ogromno zarečenega kruha. Zdaj je bil ogromno zarečenega kruha, ampak ta je bil pa tak, v bistvu odlično, da se je zarekel. Ja. Kolegice je na šoli delala, popoldne so bile tiste, ne vem, kak se že reče, dejavnosti, ne? In je imela statve tam. In ko se je svidla tistih 400 niti v njenih, ko so jih oni tam navlačili, pa to, pa so rekla, tega pa jaz nikoli ne bom delala. Potem se je pa šola poselila iz ene stare zgradbe v novo šolo, pa je rekla, ti jaz pa več ne bi to na šoli delala, ampak bi kar jaz, kak bi naredila, da ne bi več morala to tam delati. Sem rekla, kmen statve prinesi, zato ker ona ni imela veliko stanovanje. Je pa dosti blizu mene stanovala, tako sem rekla, boš pa kmen lahko hodila tkati. Tem pa jaz vidim tiste statve, pa sem se tako malo mirala, to sem rekla, ti Zlata, a jaz te statve žihla malo popravim. Prav, kako boš pa te statve? Sem rekla, veš kaj, malo bom zašalfala, malo bom še nekaj naredila zraven, bo je to štimalo. In seveda, potem sem začela to delati, tako sem baba radovedna, sem morala vedno nekaj novega delati in sem znašla pa svojo tehniko, svoj način dela in se skupaj in to sem potem tega kruha se fajn jedla. Preden začnejo, bom povedala, da je to pesem iz mojega rojstnega kraja, katero Cvetka ima rada in je zaradi nje meni nešteto vijolic narisala in zato iskrena hvala. Sem si mislila, da boš to vijolic. Vehni, vehni, fijolica, ne žalosti me.
Arte vtrči nebremja, vehni grlica. Zasadil sam ja tebe v globinu srca, ali vidim, da drugi od dna te trga. Vehni, vehni grlica, kaj te ne trga. Niti više svojemu srcu ne treba. Niste tako morali svečkrat pri petku poslušati. Leta 1974 ste kupila hišo in večkrat ste mi rekla, da prvič vam je prejšnji lastnik rekel, da bodite srečna, Ja. in drugič, da vam je predal odlične sosede. Ja. Ja, ko sem prišla v Brežice, to je bil Darko Gorišek, od njega sem kupila to hišo in je rekel, veš kaj, srečna sem, da si ti kupila to, sem vesel, ti bom predstavil dobre sosede in jaz sem bila res v tej hiši srečna, sem lahko delala in imam zelo, zelo dobre sosede. Ko je bila gospa Kučanova pri meni v obisku, smo sedeli v prvi sobi, pa sem vedela, da bo sosed prinesel študel, ki ga je pekla soseda. Pa je ona tako sedela, potem pa pozvoni nekdo, sem vedela, kdo je, sem rekla, aha, zdaj pa prihaja Štefkin štrudel. Malo me je čudno pogledala. Sem rekla, ja, štrudel je spekla Štefka za vas. No in tudi, ko ste prišla že iz Zagreba uveljavljena umetnica, so vas iskali, recimo po Brežicah, ne, in tudi ena taka lepa anekdota. Ja. Boste So iskali Miloš Cvet, ko prav ni znala, ne poznamo. Ja, prav, pa so vprašali, kaj pa je ona? Prav, ja, slika, pa malo tapiserije dela. Oh, to je pa Radnovčeva beba, ne? Jaz vam res zahvaljujem, predlagam, da ta večer sklenemo s pesmijo, ne, in s tistimi vašimi lepimi mislimi, da seveda je odlično, da ste lahko živela od tega svojega ustvarjanja, je pa tudi zelo lepo, da ste vesela tudi tega, da so ljudje uživali v tem, ne. Je bilo združeno eno z drugim in to ste imela res eno, ne bom rekla privilegij, ampak ste res odlična ženska, ker vam je to vse uspelo. Pa zaključila z glasbo, je tako, potem pa dobiš takšne prijatelje. Tako. Zaradi nje sva danes tukaj, veliki pomen ima. V življenju je skoraj edina, ki nežno tolažbo da. V življenju je skoraj edina, ki pravo tolažbo da. Govorijo, da tu smo le gosti, začasni nam dom ta planet, in kolikor boljši smo sami, prav toliko boljši je svet. In kolikor boljši smo sami, prav toliko boljši bo svet. Naj pesem poišče pot do vašega srca, otožna
vesela, naj vam to lažko pravo da. Laj, 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 Zaključim z Ježkovimi besedami. Za 2 groša fantazije v žepu moraš le imeti, pa že dela supernije, da vse lepši je ta svet. Še v dežju ti sonce sije, zvezde klatiš dol z neba. Za 2 groša fantazije, tukaj sreča je doma.